Dober dan, hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Ja, poletje je, vlada je na dopustu, mi pa delamo, ker moramo delati za ljudi. Ne glede na letni čas se nasilje v jugovzhodni Sloveniji stopnjuje. In mislim, da je to zadnje nasilje doseglo vrhunec. Mi pravimo, da je bila napadena država, saj so bili napadeni policaji in Robert Golob nič se ne da motiti na dopustu. Nekaj se trudi notranji minister in čaka rešitve svoje lastne vlade, ki jih ni od nikoder. Sama živim v Novem mestu in zelo dobro poznam občutke ljudi. Ljudje niso več samo razočarani. Zdaj so ljudje jezni in pričakujejo tisto osnovno, kar jim gre po ustavi, varnost. In to varnost jim mora zagotoviti vlada. Ker od vlade ni rešitve, smo šli v Novi Sloveniji naprej z našimi predlogi. Tako smo spisali predlog spremembe kazenskega zakonika. Namreč pokazalo se je, da se medvrstniško, mladoletniško nasilje še posebej stopnjuje. Spomnili se boste primerov iz osnovne šole v Brežicah, pa tudi v Kočevju se po slikah sodeč izgleda, da so policiste napadli ali vse sodelovali pri napadu mladoletni Romi oziroma celo Romkinja, če sem prav videla. Žalostno. Ker v tem trenutku v skladu z veljavnim kazenskim zakonikom pravzaprav mlajšega mladoletnega prestopnika, treba je seveda ob tem povedati, da je mladoletno prestopništvo v porastu tudi drugod po Sloveniji in žal se ne glede na etnične pripadnosti to nasilje širi. Zato je prav, da bi, kot je bilo že davno obljubljeno, spremenili kazenski zakon. In mi zdaj, ko mislimo, da je vrag vzel šalo, predlagamo konkretne spremembe. Torej, po trenutno veljavni zakonodaji za mlajše mladoletnike, stare od 14 do 16 let, ni mogoče odrediti mladoletniškega zapora. Kaj to pomeni? Da takšen prestopnik enostavno ne more biti kaznovan. Zanj je predvidena le vzgojna kazen, to se pravi namestitev v vzgojnem domu, različna delovanje preko socialne službe in tako naprej. Torej nekaj, kar očitno ne deluje in tega se mladoletniki zavedajo. Kar opažamo na Dolenjskem, kjer živim, da se tega zavedajo tudi starši mladoletnikov, tukaj pa mislim na Rome. In ti otroci so navsezadnje potem tudi žrtve svojih staršev, ker jih pošiljajo, da namesto staršev ne samo prosjačijo, kar je bilo včasih tako imenovano delo teh ubogih romskih otrok, ampak zdaj tudi izvršujejo tatvine. Se znašajo nad večinskim prebivalstvom, posebno starejši so ogroženi. Nedavno se je to zgodilo ob sprehajališču ob reki Krki v Novem mestu, ko sta zelo mlada Roma pristopila k starejšemu gospodu in mu nasilno odvzela mobitel in denarnico. Za njiju nobene kazni. Tudi če so bili ti mladostniki udeleženi v napadu v Kočevju, jim pač ne bo možno izreči nobene prave kazni, ki bi dejansko delovala. Zato smo v tem delu predlagali, da se, očitno bom morala popiti. Torej, v tem delu kazenskega zakonika smo v Novi Sloveniji predlagali konkretno zaostritev. Za mlajše mladoletnike, ponavljam, stare med 14 in 16 let, za katere zdaj ni mogoče izreči kazen, smo predlagali, da se
kazen izreče, če so storili dejanje, za katerega je zagrožena kazen 3 leta. Kar pomeni, da gre že za kraje, vlome, nasilništvo, poškodovanje tujih stvari, tudi napad na uradno osebo. Po drugi strani je pa treba pogledati tudi starejše mladoletnike, to se pravi od 16 do 18 let. Za te je bil predviden po trenutnem kazenskem zakoniku mladoletniški zapor le v primeru, če so storili kaznivo dejanje, za katerega je zagrožen zapor 5 let ali več. To pa so že uboj, hude telesne poškodbe. In če so kradli, razbijali, delali vandalizem, grozili ljudem, kradli oziroma tudi poškodovali ljudi, enostavno tudi za njih ni bil predviden pripor. In zdi se nam, da če mladoletniki, ne glede na to, koliko so stari, vedo, da je treba nekaj ukrasti, vedo, kako to ukrasti, vedo, kako se naredi velika škoda, vedo, kako se zastrahuje svoje sošolce, svoje prijatelje, kako se po mestu straši ljudi, kako se znaša nad starejšimi, nad invalidi, kako se enostavno povzroča vse splošen strah in nelagodje. Verjemite mi, tako se počutimo tisti, ki živimo z romskimi skupnosti. Zaradi tega mislimo, da se morajo ti isti mladostniki zavedati, da bodo kaznovani, če bojo naredili ta dejanja. Mi smo prepričani, da bi ta zakon doprinesel k zmanjšanju mladoletniškega nasilništva, predvsem bi pa tudi starši razmislili, kdaj bojo pošiljali svoje otroke v ogenj, torej v kriminal. Pričakujemo, da bo vlada, če ne zmore ali ne zna, priti z svojimi predlogi, poskušala upoštevati vsaj naše predloge, ki so praktični, so naravnani v zaščito oziroma varnost ljudi, povzemajo tudi prejšnji predloge županov, ki najbolj vedo, kako se živi na tem delu, in tudi ta zadnji zakon, mislim, da je pika na i kompletnemu paketu, s katerim bi vlada že davno morala priti, pa ni. Zato je prišla Nova Slovenija, od vseh politikov pa pričakujemo, da bojo prenehali iz Ljubljane soliti pamet nam, ki živimo z Romi, prihajati z čudežno besedo sistemski ukrepi, ki jih ni od nikoder, in bojo poslušali nas, ki z Romi živimo, smo živeli in si želimo tudi v prihodnje z njimi ne samo živeti, ampak tudi soživati. To si želimo tako večinsko prebivalstvo, kot tudi Romi, in mislim, da si to tudi zaslužimo. Hvala lepa. Jaz imam vprašanje, pošteni Veselič, Televizija Slovenija. Vi ste povedali tudi za od 16 do 18 let predlagate znižanje iz 5 na 3 leta. Na 1 leto. Na 1 leto? Na 1 leto je, na 3 leta je za mlajše mladoletnike od 14. do 16. leta, za tiste, za katere zdaj pravzaprav je nemogoče izreči, zapor se podaljša na se ga izreče, vkolikor storijo dejanje, ki bi se drugače preganjalo, oziroma bi bil predpisan zapor 3 leta, medtem ko za te starejše, od 16 do 18, pa namesto 5 let, zdaj 1 leto. Če je zagrožena kazen že za 1 leto, se že izreče mladoletniški zapor. Namesto 5 let, kjer je šlo izključno za najtežja kazniva dejanja, tudi kot je uboj ali umor, se zdaj zniža na 1 leto, kar pomeni, da zavzema tudi telesne poškodbe, hujše telesne poškodbe, predvsem pa različne kraje,
odtujitve različnih predmetov ali pa delanje škode na tujih stvarih in tako naprej. To, kar pravzaprav vsak dan tisti, ki živimo na teh področjih, živimo in se tega bojimo. Se prav za obe skupini torej 1 leto? Ne, za prvo skupino od 14 do 16 let, ki v tem trenutku nima nobenih možnosti, da bi pristala v zaporu, ampak se ji izreka samo vzgojna kazen, se jim izreče mladoletniški zapor, če storijo dejanje, ki bi, če ne bi bili seveda mladoletni, je ovrednoteno z 3 leti zapora. In tukaj že paše to vse. Ne, se jim sploh izreče zapor, ker se jim zdaj ne izreče zapora. Sploh pridejo v skupino, da se jim sploh izreče zapor. Medtem, ko se od 16. do 18. leta zdaj lahko izreče zapor, samo če storijo posebno huda kazniva dejanja, za katere je predpisan 5 let, ni zapor, zdaj se pa znižuje, da če stojijo tudi dejanja, za katere je predpisan samo 1-letni zapor, se tudi njih potem da v zapor. Ta starostna meja se pač tako zelo zniža. Torej, če, bomo rekli, kradejo, uničujejo stvari, se zdaj jim lahko že izreče zapor. Prej so pa morali nekoga ubiti, da se jim je sploh zapor izrekel. In zelo močno se je romska skupnost oziroma se romska skupnost tega zaveda, kot sem rekla, posebno se pa tega zavedajo njihovi starši in jih pravzaprav napotujejo in pošiljajo v kriminal, namesto da bi jih pošiljali v šolo. Pravite o naraščanju medvrstniškega nasilja, ali lahko to malo podkrepite številkami, kje je konkretno, koliko to narašča? Zdaj, jaz vam ne morem povedati številk, ker te številke vodi seveda notranje ministrstvo. To, kar poročate mediji in kar se je zgodilo nazadnje v Veliki dolini, kar se je zgodilo v Šentjerneju v trgovini, ne vem, če ste čitali, so bili tudi mladi Romi zraven. Kar se je zgodilo v zdravstvenem domu v Šentjerneju, ko so napadli čistilko, ker jim ni dala cigaret. To, kar mi vidimo, kar se dogaja po naših šolah, kar dnevno, govorim zdaj o šolah v Novem mestu, kar nam dnevno poročajo učitelji in kar na vse zadnje tudi reče naš svetnik, je to, da vse mlajši Romi si upajo narediti kaznivo dejanje. In dejansko številke kažejo, da Romi niso v šolah. Če imamo v občini Novo mesto več kot 3600 učencev, od teh učencev je 260 recimo Romov, šoloobveznih, oni niso v šoli. In lansko leto je od teh učencev so le 4 končali osnovno šolo. Torej, kje so? So na ulicah, doma, po noči delajo, po dnevi spijo. Sama sem hodila 7 let v romsko naselje in dejansko vem, da se glede na to, kakšne avtomobile vodijo, glede na to, da imajo orožje, da se ukvarjajo z vsem, samo ne s tistim, kar se mladoletniki morajo ukvarjati. To je obiskovanje šole, izobrazba in kasneje tudi zaposlitev. Če ni več vprašanj na to temo, bi jaz tam še na drugo, če lahko v bistvu, ali starši Ja, jaz vem. Torej, kje iskati podporo? Vemo, Nova Slovenija ne samo ima premalo glasov, ste se obrnili tudi k opoziciji, SDS-u, ali računate na koalicijo? Jaz bom takole rekla, kar meni rečejo ljudje v Novem mestu, kjer vsak dan srečujem, da nasilništvo
In tokrat vse, kar se dogaja v zvezi z romsko skupnostjo, čemur lahko rečemo v mnogih primerih kriminal, ni ne levo, ne desno. Je samo zlo, ki ga je treba preprečiti. Zato tudi mi pričakujemo, da bojo končno vsi politiki, tudi tisti politikanti, ko jim jaz rečem, veste, to so tisti, ki nikdar niso stopili v romsko naselje, pa znajo največ povedati, da bojo tudi ti videli, da je treba nekaj konkretnega storiti. In varnost je osnovna dobrina. Zato računamo, da bodo zdaj, ko so res videli, upam, da so videli, da so naredili napako, ker so lansko leto, 10. avgusta lani, je 11 županov vložilo paket zakonov, 10. avgusta lani, nič niso storili. Upam, da bojo storili vsaj eno. Da bojo priznali, da so naredili napako in da bojo vsi. Seveda je tu najprej koalicija, ki nosi odgovornost. Opozicija bo pomagala, nekaj konkretnega naredili. Dovolj je pogovarjanja. Torej, če odgovorim na vaše vprašanje, pričakujem, da se bo politika spametovala, da bo poslušala želje ljudi in strah ljudi in da bo zagotovila varnost vsem, ki živimo na jugovzhodnem delu Slovenije. Vsem, ne samo večinskemu prebivalstvu, ampak tudi Romom. Vsem, ker to si zaslužimo in to je naloga politike. Jaz bi vas prosila samo še za komentar na interpelacijo, ki čaka poslance v septembru. Se je vaše stališče kakorkoli spremenilo, najbrž ne. Slišimo stališče socialnih demokratov, ker pravijo, da njihova podpora Emiliji Stojmenovi Duh nikakor ni samoumevna, kaj pričakujete pravzaprav? Nikoli nismo te gospe podpirali. Sama sem bila že na njeni predstavitvi, ko je prišla na mesto z računalnikom z eno veliko mapo pod pazduho. Takrat je pokazala, kako sposobna ministrica je pod narekovaji seveda in ni razočarala. Saj kaj pa drugega dela, kot zdaj že eno leto štejete uboge računalnike. Davkoplačevalci pa plačujemo skladišče, kjer so skladiščeni. Zadnji čas je, da odide. Če kdo v tej vladi zmore vsaj malo razuma, pa malo sramu, bi bilo prav, da gospa odstopi sama ali da jo k odstopu pozove predsednik vlade, če bo imel seveda čas, ko se vrne iz dopusta.